Pozdravljeni! Pred vami je uvodni prispevek v veliko nagrado Španije v sezoni 2020, tretje dirke v drugem trojčku v tej malce čudni sezoni. Skupaj si bomo kot ponavadi pogledali kako zanimivo zgodbo iz preteklosti, ogledali si bomo tudi lastnosti proge, izbor trdot, ki jih je pripravil Pirelli, ter seveda skušali razumeti, kaj nas čaka na tej dirki, še preden se aktivnosti na sami progi začnejo. Cirkus Formule 1 se je vrnil na izjemno poznano lokacijo, progo v Barceloni, tam, kjer imajo ekipe pred začetkom vsake sezone zimska testiranja. Seveda, nobena skrivnost ni, da vozniki poznajo vse ukane, kako hitro speljati skozi ovinke, in inženirji imajo goro podatkov, tako da lahko zlahka nastavijo bolide, tako da bojo najhitrejši. V zgodovini Formule 1 se je na raznih velikih nagradah Španije spisalo kar nekaj lepih zgodb, katere velja omeniti. In če se ozrem samo v bližnjo preteklost, ne morem pozabiti tiste fantastične zmage pastorja Maldonada leta 2012, ko nihče, niti on sam, ni verjel, da mu bo uspelo. Ali tiste fantastične geste Kimija Räikkönena v sezoni 2017, ko je k sebi povabil malega dečka, njegovega navijača, kateri se je začel jokati, ko ga je videl odstopiti. A danes se bomo vrnili v sezono 1986. Prvi veliki nagradi Španije po letu 1981 na novi progi v Jerezu de la Frontera. In v sezoni 1986 so novinarji govorili o tolpi štirih, seveda Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet in Ayrton Senna. Skozi celotno sezono so si od dirke do dirke dajali, kdo bo hitrejši in kdo bo boljši. A prav tu v Španiji se je spisala ena izmed najbolj zanimivih zgodb tiste sezone. Namreč spomniti se moramo, da v sezoni 1986 smo morda videli v Formuli 1 najmočnejše motorje. Namreč turbomotori 1500 kubični brez kakršnikoli omejitev so imeli tam v kvalifikacijski formi več kot 1200 konjskih moči, nekateri celo bistveno več. A pustimo sedaj to. Ayrton Senna je dosegel pole position in njegova prednost pred Nelsonom Piquetem je bila gromozanska. Več kot 80. Predstavljajte si, kaj bi to pomenilo danes. A ko so začeli dirko, se ni mogel odlepiti. Njegov Lotus Renault je bil izjemno hiter na kvalifikacijski formi, a na ritmu dirke ni bil tako superioren. Praktično unel se je troboj med Nigelom Mansellom, Alainom Prostom in Ayrtonom Sennom. Z ovinka v ovinek so uprizarjali razne manevre, kako bi eden drugega prehiteli, in v različnih fazah dirke je imel drugi voznik prednost. Seveda za njimi so se zvrstili odstopi in razne okvare, a pustimo sedaj to pri strani. V zaključni fazi dirke so bile pnevmatike vseh pri koncu. Nigel Mansell je takrat spoznal, da mora narediti nekaj izvirnega. Šel je v bokse in zamenjal kolesa. Z novimi pnevmatikami je bil bistveno hitrejši. Alaina Prosta je ulovil v nekaj krogih, ga prehitel in začel se je boj za zmago z Ayrtonom Sennom. Ayrton Senna ni imel več oprijema na svojem Lotusu, pnevmatike so bile pri koncu. Zapiral je tisto najhitrejšo linijo Nigel Mansell, kateri je skušal, a mu ni uspelo, da bi dobil tistega pol metra prostora, da bi lahko poskušal prehiteti Ayrtona Senna. Seveda, v zadnjem ovinku sta bila eden poleg drugega in čez cilj je prvi zapeljal Ayrton Senna. Njegova prednost 14 tisočink sekunde. In to je ena izmed najbolj tesnih odločitev v celotni zgodovini Formule 1.
Za razliko od današnjega časa velja omeniti, da takrat Nigel Mansell ni imel nič proti temu, da mu je Ayrton Senna praktično zapiral pot, zapiral linijo. Povedal je, da je to v njegovi ekskluzivni pravici. A dodal je tudi to, da prišla sta tako tesno skupaj, da bi lahko dodelili vsakemu 7,5 točk. To je praktično tista srednja vrednost med 9 in 6 točkami, kolikor so takrat podelili za prvo in drugo mesto. A seveda drugi časi in drugačni ljudje. Vrnimo se na današnji čas, na progo v Barceloni in kakšne so karakteristike. A predtem še dve kratki novički. Prva se dotika Sergija Pereza, ta je bil znova testiran za COVID-19, a tokrat končno negativen rezultat. In Sergio Perez se je vrnil v petek, seveda za volan svojega Racing Pointa RP20. Naj vas spomnim, izpustil je tako veliko nagrado Velike Britanije kot veliko nagrado 70. obletnice Formule 1. Torej, Nico Hülkenberg je imel svojo priložnost, lepo se je izkazal in upam, da mu bo to pomagalo za vrnitev v cirkus Formule 1, a zdaj je zopet na vrsti Perez. Druga novica se pa dotika Sebastiana Vettela, namreč dobil bo novo šasijo svojega SF1000. Na tisti prejšnji so odkrili neko napako, čeprav Simone Resta je povedal, da ta napaka na šasiji naj ne bi bila tako huda, da bi bistveno vplivala na hitrost samega bolida. Seveda, Sebastian Vettel se je pritoževal že prej in kolikor se sam spomnim, eden izmed večjih udarcev, katerega je pretrpel njegov bolid, je bil tisti na začetku velike nagrade Štajerske. In seveda nekje od tam se je začel tudi pritoževati. A pustimo sedaj to. Vettel bo dobil novo šasijo in takoj bo jasno, ali je bil tu vzrok za njegove slabe rezultate. Če pogledamo tisto preglednico, katero nam pokaže Pirelli za vsako dirko, bomo videli, da so vrednosti kar se da enakomerno porazdeljene. Vidimo, da so povsod tam okrog 4. Drugače bi lahko rekel, da so zelo podobne tistem, kar smo videli naprimer na veliki nagradi Madžarske. Imamo zaviranja, imamo pospeševanja, imamo bočne sile. Skratka, proga, katera je namenjena bolidu, katera ima kar precejšen aerodinamični oprijem. In seveda, treba je poudariti nekaj. Lastnosti proge v Barceloni so take, da v povprečju nam kažejo dobro formo na vsaki progi, katera je znana v svetu Formule 1. Če si dober v Barceloni, boš v povprečju dober povsod. Seveda, to ne pomeni, da boš povsod zmagal, a tisti, ki je najhitrejši tu, bi znal biti na koncu svetovni prvak. Vsaj tako kažejo lastnosti te proge, katere združujejo praktično v povprečju tisto, kar se sreča skozi celotno svetovno prvenstvo Formule 1. Pnevmatike so tiste najtrših mešanic C1, C2 in C3, iste kot smo jih videli na prvi dirki v Silverstonu. In če pogledamo, kaj smo videli v lanski sezoni, moram povedati, da 2 postanka in 2 stinta na tisti najmehkejši pnevmatiki C3 in enega na tisti srednji pnevmatiki C2. Seveda, kot vidite na tej preglednici, so pri Ferrariju skušali nekaj svojega, a izkazalo se je, če smo pravzaprav iskreni, kot neuspešno. A lansko strategijo jemljimo samo kot iztočnico. Po kvalifikacijah in prostih treningih bomo seveda rekli malce več tudi na tisto, kar vsaj jaz pričakujem letos, a za to je še čas. Treba je omeniti še vremensko napoved. Sončno bo tako v petek, soboto kot v nedeljo. Temperature v petek in soboto tam okrog 30 stopinj Celzija. Za v nedeljo pravijo, da se bo malce znižalo, ampak različne napovedi, različne temperature, zato vam bom napisal 29, čeprav obstajajo tudi napovedi za 30. O kakem dežju ne duha ne sluha. Bo rahlo vetrovno, a ne tako, da bi vplivalo na bolide Formule 1. Seveda, kar se tiče našega uvoda v veliko nagrado Španije, bo to dovolj.
Vidimo se po drugem prostem treningu s tistim prispevkom pred kvalifikacijami, kjer si bomo ogledali zadnje tehnične novosti in kar lahko pričakujemo, da bomo videli na sobotnih kvalifikacijah. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.